pekarjem danes za spremembo ne bova ocenjevala oziroma gledala pod prste, ampak se bova dotaknila vaše ponudbe na odprti kuhinji. Kaj vse nam letos ponujate v tej 11. sezoni? Se pravi, v tej sezoni, 11. lepo si povedal, se pravi, imamo makaronse, pa na koto s tropskim sadjem, grmado, da je tisti Gorencijo zelo dobro poznamo, brownije, kukije in pa tudi brownije brez pšenične moke in laktoze, tako da imamo tudi za te, ki ne morajo pač tega zaužiti, imajo lahko rečemo take brownije. Kaj najrajši stranke vzamejo oziroma jih zanima? Seveda najbolj udarni so makaronsi in pa browniji, ki pa rata mečkam bolj toplo je, pa pol tukaj še panakota, pa tiramisu. Ampak kakor vem, to ni vsa ponudba, ki prihaja iz vaše ponudbe? Ja, res je, to je, rečemo to, kar imamo tukaj na stojnici, drugače imamo pa mi tukaj gor na Dalmatinovi trgovinco, tam je potem vsa ponudba, ki je pa zelo pestra in široka. Ko sem že ravno omenil, če sem začel z Masterchefom, pa tudi končajva, bodo kaj takega pripravljali tudi v letošnji sezoni v Masterchefu, če lahko kaj povedo. Ja, bodo pripravljali, tako da jaz predlagam, da pač ne si pogledajo, je zelo zahteven izziv, tako da se splača pogledati. Petra, pri pekarni Ana, en kup enih novosti, najprej pekarna sredi Ljubljane, sedaj pa še na odprti kuhinji, kaj ne? Tako je, mi smo lani pekarno odprli ravno ob izteku sezone, tako da smo se letos odločili, da se letos udeležimo tega velikega kulinaričnega dogodka v centru Ljubljane, ravno zato, da lahko naše izdelke ponudimo širši množici ljudi, predvsem turistom, ljudem, ki prihajajo, ki naše pekarne še ne poznajo, zaradi tega, ker tukaj predstavljamo skoraj vsakič, se bomo potrudili tudi kakšne nove izdelke. Če se ne motim, zelo diši tudi po Lizboni. Seveda, tako je. Ravno zdaj smo predstavili pastel de nata, mamljiva jajčna krema, res samo bajt 2 in je super za popoti. Kar stopi se v ustih, ne? Ja, točno tako. Kaj še vse drugega ponujate? Med novosti mi poslušamo naše stranke. Navdušeni so bili nad pustnimi krofi, nad odlično borovničevo marmelado z divjo borovnico in cheesecake nadevom, tako da smo zimski krofin, prišlo je sonce, zimski krafin se je poslovil in tako smo novi krafin v bistvu obogatili ravno z tem polnilom, tako da cheesecake borovnica, potem imamo mamljivi lešnik z kavo, pastel de nata, magdalence so fantastične in pa seveda imamo tudi nekaj za tiste, ki obožujejo slano, to se pravi zvitek s kandiranim paradižnikom in pa kimči s klobasico. Pred vrati je tudi poletje, bo poleti kaj osvežujočega ali se pustimo presenetiti? Seveda, mi se potrudimo, da lahko našim strankam, ki nam zaupajo in ki redno hodijo v pekarno Ana ali pa bojo sedaj postale naše stranke tudi na odprti kuhinji, ponudimo nekaj novega, prihaja pomlad, prihaja poletje, Ana Roš je znana po tem, da v svoje izdelke vključuje sezonske, lokalne stvari, tako da sem prepričana, da bojo ti recepti kar pohteli in bomo imeli veliko novih in osvežujočih stvari. Manca Maja, pri vas je vedno poleg dobre ponudbe tudi dobra volja, bo držala. Ja, res je, zmeram nasmejane. Če se ne motim, Majaronka, kaj ponuja? Tukaj ste že drugo sezono. Tako je, ja. Letos imamo v ponudbi sendvič z mesnimi kugeljcami, pa lečenimi, potem toskansko mineštro, pa sezonsko solatko. Poleg ostale ponudbe, ki je bila pa že lansko leto. Manca, kaj vi najraje od Majaronke probate, poizkusite? Ja, v bistvu sendviče imam zelo rada. Arančini so tudi super, tako da znane so tudi. Ampak to niso tisti klasični sendviči, da ne bo pomote, a ne? Ne. Posebni domači sendviči, domač kruhek, tako da lanskrat sem imela malo drugačne nadeve, letos je pa s temi mesnimi krogeljcami. Zanimivo, imate tudi ime Majaronka. Ja, res je. Od kje? Iz imena Maja in ker imamo radi zelišča Majaron. So zelišča pri pripravi jedeh zelo pomembne, kaj ne? Ja, je res. Lani smo imeli sicer še v arančinu Majaron in pesto, letos ga moramo še nekam dati, da bo malo bolj v kontekstu. Katero začimbo pa sicer najraje uporabljate pri pripravi jedi doma, recimo? Jaz imam timijan zelo rada. Timijan, bazilika, Majaron. Kaj vas je prepričali, da ste prišli na odprto kuhinjo, kot ponudnik seveda? Ja, druženje, dobra hrana, novi izzivi, ja. Nove stranke, nova spoznanstva, ja. In teh bo verjetno letošnje sezono tja do oktobra kar precej. Ja, definitivno. Upamo, no. Vesna Niša, če se ne motim, najprej zanimivo ime imate. Namaste, pozdravljeni. In tudi tako se imenuje vaša restauracija. Namaste je indijski pozdrav. S tem mi pozdravimo gosta in mu želimo dobrodošlico pri nas, v Indiji, v našem domu, v restauraciji in tako naprej. In tudi tukaj na odprti kuhinji, že od vsega začetka? Od vsega začetka smo ponosni na to, da
da smo prvi podpisniki pogodbe z Odprto kuhno pred 11 leti in smo zadovoljni, da smo na 11. sezoni letošnje Odprte kuhne. Kaj vse se je spremenilo v vaši ponudbi od vsega začetka recimo do danes? Joj, čisto ta prva kuhna je bila čisti kaos, smo imeli nekaj malega riža in nekega indijskega karija, potem pa smo nadgradili z indijskimi zavitki, piščančjimi in zelenjavnimi, z letos imamo pa tudi riževe palačinke, ki so brez laktoze, brez glutena in so veganske, imamo mango lassi, seveda to je najbolj pomembno, in masala indijski čaj. Kaj recimo Slovenci najraje poizkusijo pri vas? Indijske zavitke s piščančkom. Kaj pa vi priporočate tudi to? Ali še kaj drugega? Vse, res je vse dobro, tudi te riževe palačinke so zelo okusne, meni je v bistvu vse všeč. Težko rečem, vse, pridite probat, pa boste sami povedali.